Dragi brati in sestre, to srečanje je priložnost za zahvalo in za veselje, da se lahko takole srečamo za eno duhovno obnovitev v pomembnem času pričakovanja Gospoda, ko ga liturgično pričakujemo in se spominjamo Gospodovega prihoda in negujemo hrepenenje v Bogu. Ob tej priložnosti bi se vam tudi rad zahvalil, da ste danes prišli na to srečanje. Tudi zahvala za pomoč duhovnikom v vaših župnijah, pa ne samo duhovnikom, celotnemu župnijskemu občestvu. Saj ste v služenju, v službi pomoči in to je taka čudovita služba, da prinašate Gospoda. Gospoda svojim bratom in sestram v župniji, še posebej pa bolnim in ostarelim tudi po domovih. Ko smo danes poslušali berilo o Eliju, ki prihaja v njenem vozu, ki prihaja kot tisti, ki ima močno besedo in kaže na Boga, ki je blizu. In potem v Evangeliju, ko Evangelij govori o Janezu Krstniku, ki je Jezus primerja z Elijem, sem pomislil, kakšna je ta služba. Služba prerokov je bila, da so oznanili Božjo besedo in pokazali na Gospoda. Posebej Janez. Je ti poglejte, jakne Božje. Vi v svoji službi delilcev svetega Ukrajina, pa ne samo, da pokažete na Gospoda, ampak njegovo telo tudi prinašate ljudje. Skoraj bi rekli tako, kot je to proroška služba, je še več, ko prinašate Evharistijo Jezusa pod podobo kruha ljudem. In zato je to res ena posebna poklicanost v cerkvi. In tega smo veseli in hvaležni. Verjamem, da ste vi hvaležni za to poklicanost in to priložnost, možnost, da lahko poslužite Gospodu. Hkrati pa smo tudi mi, duhovniki in škofje, hvaležni za vaš odziv in za vaše služenje, da ste izredni ljubci Božjih ljudi. In pri tem služenju prav gotovo ste sedaj dopolne veliko premišljevanja in skrivnosti, ampak vidim, da je podlaga vsega tega služenja vera. Vera v sveto Evharistijo. Da to prosimo in jo vedno znova poglavljamo. Ni dovolj samo enkrat za vselej, ampak vedno znova. Tako kot potrebujemo hrano in obnovitev za lastno vsakdanje življenje, potrebujemo tudi vedno globlje vstopanje v to skrivnost vere Evharistije. Mogoče se spomnite, kako ste bili postavljeni v službo in vam je duhovnik ali drugi škof povedal naslednje besede, da jih bom prebral iz obrednika. To, kar ste slišali pri postavitvi v izredne delilce svetega Ukrajina, tako ali podobno ste bili nagovorjeni. Dragi sinovi, dragi hčere, izbrani ste za službo naših pomočnikov. Na poseben način boste soudeleženi pri službi cerkve. Vrh in izvir njenega življenja je sveta Evharistija, ki gradi Božje ljudstvo in mu daje rast. Pomagali boste mašnikom in diakonom pri njihovi službi, delili boste kot izredni delilci sveto Ukrajino vernikom tudi bolnim. Ker ste na poseben način določeni za to službo, se trudite, da boste globlje živeli iz svete daritve in da bo vaše življenje vedno bolj daritev. Prizadevajte si, da boste vedno bolj domnevali notranji in duhovni smisel tega, kar boste opravljali. Tako boste vsak dan sami sebe darovali Bogu kot duhovni dar, sprejemljiv po Jezusu Kristusu. Pri teh svetih opravilih vam bo koristilo, če boste premišljevali
da ste s svojimi brati eno telo, ker ste deležni istega kruha. Iskreno ljubite Kristusovo skrivnostno telo, ki je Božje ljudstvo, posebno slabotne in bolne. Krepiva naj vas Gospodova zapoved, ki jo je dal pri zadnji večeri apostolom, ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. To so bile besede o postavitvi, naj pa se jih spomnite. Kaj vas povabim, da se spomnite tega trenutka, ko ste bili postavljeni v to službo. Ob tem pa se najbrž še bolj nazaj spomnimo, pravzaprav na prvo sveto krilo, ki smo ga prijeli. Najbrž je to že daleč nazaj, ko smo bili tam 7-8 let stari, 9 mogoče. Ampak, gledajte, kako se je začelo? To sprejemanje in podajanje. Nošenje Boga v svet, vstopanje v skrivnost svete maše in v skrivnost svete Euharistije. Ob začetku smo to sprejemali kot otroci, s preprosto otroško vero, pozneje pa veliko globje, kot možje, kot žene. In ta služba sprejemanja in podelitve, oboje pomembno. Če se dobro zavedamo, kaj pomeni prejeti sveto obhajilo, iti k svetemu obhajilu, sprejeti Jezusa, Jezusovo telo v svoje telo. Ko se na tem čudimo in se zahvaljujemo, smo potem lahko pripravljeni in odprti, da bi rekli, še drugim to priduščim, še za druge bom naredil vse, da bi lahko prejemali sveto obhajilo. In hkrati smo hvaležni, tako vi kot tudi duhovniki, škofje, da smo lahko zraven Jezusa, da smo pri njem, da smo zraven, ko on dela velike reči. Kot so bili apostoli zraven pri čudežih, sami so jih doživljali in se čudili. Hkrati pa jih Jezus uporabil, recimo pri čudežu pomnožitve kruha. Je rekel, razdelite ta kruh ljudem. Torej, bili so zraven, sami deležni tega čudeža in hkrati bili služabniki Jezusa, ki daje kruh in ribe, ki daje kruh in vino v kamen, da smemo biti zraven in pomagati in služiti. Kako je to čudovita stvar. In je prav, da se vedno znova poglavljamo v skrivnost Jezusovega delovanja in odrešenja. Kajti, če ne bi vstopali v to skrivnost, bi delali nekaj, mogoče samo na zunaj mehansko, kar bi lahko sicer vsak naredil, to so velike Božje skrivnosti, kruh večnega življenja. Pomislimo, kako je s tem prejemanjem v lastno življenje in podajanjem Boga za druge. Seveda se najprej ozremo na nebeškega očeta. Posebej sedaj v adventnem času, ko razmišljamo, kako Oče pošilja svojega Sina v ta svet, v temo, da bi zasvetila luč, da bi prišel mir in da bi se dala blagoslava Bogu na višak. Tako Oče podanja svojega Sina. In se spomnimo, Janezovih besed, ko pravi, Bog je svet tako ljubil, da je poslal svojega edinorojenega Sina na svet, da se nihče ne bi pogubil, ampak da bi vsi imeli življenje. Ni prišel zato, da bi sodil svet, ampak da bi odrešil ljudi. In ko Oče pošilja Sina, se v teh adventnih dneh ob pesmi, ki smo jo zapeli na začetku, je Angel Gospodov, spomnimo Marije, ki sprejme besedo v svoje telo. Postane noseča, Jezusovo telo nosi v svojem telesu. In potem podari Jezusa človeštvu z rojstvom in ga daje človeštvu. In se spomnimo naprej Jezusa, ki je vstopil v življenje, njegovo skrito življenje pred javnim delovanjem. In še prej lahko pomislimo
kako je Marija nosila tega Jezusa sorodnici Elizabeti. Sama prepoznala in počastila Boga. Zdrava, blagoslovena ti načinami, blagosloven je sad tvojega telesa. Ta žena je prepoznala prihod Jezusa Boga v Marijinem telesu. Najbrž tako že povezujemo to, kako mi sprejmemo obhajilo v svoje telo. Tudi na nek način nosimo, smo noseči s tem Gospodovim telesom in ga prinašamo drugim. Kot Marija Elizabeti pa še veliko več. Ona je lahko samo doživljala Jezusovo bližino, mi pa s tem, da podeljujemo svetorešne telo ljudem, dajemo Jezusa, da vstopa v telesa naših bratov in sester. In tako Jezus sam sebe podaja v lastnem življenju, z besedami, ki naj bi vedno bolj postale meso in del našega življenja. Jezus se podaja v čudeži, koliko čudežev je naredil, kako so doživljali njegovo bližino, njegovo moč. Moč izhaja iz njega, pravi evangelist. In potem naprej, vse skozi pri vseh čudežih, vseh besedah, do zadnje večerje, ker Jezus povzame Pasko, ki so jo ljudje praznovali, povzame vse te obrede odraščenja iz egiptovske služnosti, jagnjeta, ki je bilo zaklanjeno, kruha, ki se je takrat jedel zraven, krvi, ki se je pomazala po lesu hišnih vrat. Vse to postane čistega novega, povezano z novo zavezo. In Jezus tako pri zadnji večeri povzame star judovski obred Paske in ga spremeni v nov obred in v novo zavezo. On postane tisto jagnje, ki se žrtvuje. Tisti kruh, ki so ga jedli pri paskalni večeri, spremeni v svoje telo. In vino zahvale spremeni v svojo kri. In poveže skrivnost jagnjeta krvi, ki se je namazala na les hišnih vrat, s krvjo, ki je dobil na križ naslednji dan. Glejte, pri tej skrivnosti Euharistije vstopamo v skrivnosti zadnje večerje. In naslednjega dne, ko je Jezus daroval na križu, da nas Jezus slavi, to delajte v moj spomin. Seveda najprej duhovniki in škofi, hkrati pa vi zdravi, sprejmete to Jezusovo telo v lastno življenje in ga pomagate deliti še bratom in sestram. To telo je za odrešenje sveta. In smo tukaj seveda vsi povabljeni, brati in sestre, da vse to, kar izrekamo, Kristusovo telo, amen, da to res verujemo, verjamemo. Nikoli tega ne doživimo vsej polnosti, ne bomo pa prišli do konca te skrivnosti, ampak toliko, kar je možno v današnjem trenutku, v današnjem življenju, tisto, kar lahko. Ampak Gospod potem vedno znova daje naslednji korak, naslednjo milost, da še bolj vstopamo v skrivnost Euharistije. In to služenje kot izredni delilci svetega Mihajla najbrž doživljate kot en velik dar, tudi sam tako vidim. In lahko rečemo z besedami druge euharistične molitve, zahvaljujemo se ti, Gospod, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. In zares želimo služiti z vero, v veliki hvaležnosti in tudi veselju, z vero in dostojanstvom. Z vsem dostojanstvom, ki ga premoremo, ker vemo, da gre za velike reči, za svete stvari. In tukaj vedno znova najbolj tudi sami premišljujete, kako naj bi čim bolj dostojanstveno, z načinom obnašanja, z načinom molitve, tudi za obleko, karkoli že, vedno bolj izražali svojo vero v Jezusovo bližino in njegovo skrivnost darovanja. Zato, da bi lahko verovali in bili dobri
delivci, dobri služabniki, je prav, da prosimo Gospoda, da bi izmerali živeli eno urejeno krščansko življenje. To se pričakuje od delivcev svetega Mihaila. Najbrž to pričakujejo tudi vaši domači, sosedje, župljani, bratje in sestre, župnik. Se spomnim, ko sem bil sam župnik, smo imeli v župniji kar nekaj delivcev, pa se je pri dvema nekaj zataknilo doma in potem sta rekla, ne moram več odhajati. Žena mi ne pusti, pa ne zato, ker bi šlo za kakšno kaprico, ampak ker je spoznal, ker ste tudi žena spoznala, da v tisti situaciji ne more več opravljati te službe. Vse se je marsikaj potem spremenilo, ampak kaj to pomeni? Kako pomembno je urejeno krščansko življenje? Je potrditev tega življenja in to služenje izhaja tudi iz tega življenja. Eno ne, to služenje potrjuje, pomaga, da bi lahko živeli kot Božji prijatelji, kot kristjani, ki med zaupanja velika vrednota. In tako se pričakuje od vsakega od vas, da živimo kot duhovniki tudi, da smo zreli kristjani, da bi živeli svoje vere, da prihajamo vedno v sveti maši v nedeljah, da imamo v sveti spovedi, da imamo, če imate družine, da je življenje v družini urejeno, da smo zgled med ljudmi in je medsebojno spoštovanje. Hkrati pa tako kot Pavel naroča svojim ljudem, svoje skupnosti, da ne izberajo izmed vernikov, može, ki bodo lahko služili kot diakoni ali kot služabniku, vse tiste, ki so na dobrem glasu. Če bi se bilo na slabem glasu med ljudmi, ne bi mogli tega opraviti. Tako lahko vidimo, da črpamo moč za lastno krščansko življenje, iskrenosti Euharistije, svetega Mihaila. Hkrati pa nam to tudi pomaga, da vztrajamo v dostojnem krščanskem življenju v našem vsakdanjiku. Amen.